Dovolite, da vas pozdravim v imenu Inštituta dr. Jožeta Pučnika in Centra za evropske študije iz Bruslja na okrogli mizi, kako lahko trojka uredi slovenske javne finance. Na moji levi je gospa Tanja Štumberger, predstavnica Atlas Foundation in društva Svetilnik. Na moji desni gospod Rok Prešeren iz Inštituta dr. Janeza Evangelista Kreka. Skupaj bomo na današnji večer skušali osvetliti, kakšno je stanje slovenskih javnih financ in ali nas bo doletelo, po moji oceni neizbežno, to je razmeroma hitro zaprosilo za pomoč Evropskega sklada stabilnostnega mehanizma ESM in kakšne bodo morebitne posledice. Dovolite, da za začetek orišem stanje slovenskih javnih financ. Najbrž bo precej realistična slika, če označim besedo kritična. Nahajamo se tako rekoč pred javnofinančnim zlomom. Predlagani proračun za leto 2014 in 2015 sta sicer na prvi pogled zelo obetavna dokumenta. Zakaj? Zaradi tega, ker v naslednjem letu proračun predvideva znatno znižanje proračunskega primanjkljaja iz letošnjih 6% bruto domačega proizvoda na 2,9%, se pravi izpolnitev zahtev pakta o stabilnosti, o 3% proračunskem primanjkljaju. Tako naj bi proračunski primanjkljaj v naslednjem letu znašal zgolj 1 milijardo evrov. Zakaj zgolj? Zaradi tega, ker bo v letošnjem letu proračunski primanjkljaj po napovedi Urada za statistiko kar enkrat večji, to je 2 milijardi. Na prvi pogled res lep dosežek, vendar uvid v proračunske dokumente pokaže, da slika ni tako prijetna, da gre za v dobršni meri gradnjo Potemkinove vasi, ki naj bi prepričala na eni strani Evropsko komisijo, na drugi strani Evropsko centralno banko in ne nazadnje tudi mednarodne finančne trge, da Slovenija izvaja javno finančno konsolidacijo, da je na pravi poti odprave presežnih proračunskih primanjkljajev. Žali Bog temu ni tako. Če pogledate prihodke 9,6, odhodki 8,6, problem v tem, da proračun predvideva kar za 560 milijonov evrov večje prihodke kot v letošnjem letu, vse na račun višjih davkov. Glavni izplen naj bi bil iz letos zvišane stopne davka na dodano vrednost in uvedbe davka na nepremičnine. Pričemer v tem trenutku sama struktura zakona o obdavčitvi nepremičnin sploh ni znana, niso znane ne davčne osnove, ne davčne stopne. Skratka, gre za v dobršni meri fiktivno prikazovanje večjih prihodkov in sam sem prepričan, da se na koncu dneva v naslednjem letu te načrtovani prihodki ne bodo uresničili, da je davčna sposobnost slovenskega gospodarstva zelo blizu 8 milijardam, tudi ob zvišanju davkov na dodano vrednost, ne nazadnje tudi napovedi v letu 2013 glede bistveno večjega izplena davka na dodano vrednost se ne bodo uresničile. V letošnjem proračunu ne bomo videli več 250 milijonov evrov več, ampak maksimalno 120 milijonov evrov. Skratka, gre za gradnjo nekih gradov v oblakih, vse z namenom prepričevanja tuje skupnosti, da se pri nas izvaja javnofinančna konsolidacija. Sam trdim,
da te javnofinančne konsolidacije ni, da bo dejanski proračunski primanjkljaj ob takem proračunu v naslednjem letu reda velikosti ne 1 milijarde evrov, ampak zelo verjetno 2,2 milijarde evrov. Se pravi, da bo šlo za izjemno preseganje zastavljenega primanjkljaja in nenazadnje prvi odzivi, ki jih slišimo strani Evropske komisije, me samo utrjujejo v prepričanju, da ta proračunski dokument preprosto tuje skupnosti ne more prepričati. Zakaj ne? Ker smo izbrali napačno smer javnofinančne konsolidacije. Se pravi, smer, ki ne temelji na zmanjšanju odhodkov, na zmanjšanju javne porabe, smer, ki gre v zmanjšanje oziroma povečanje davčnih prihodkov, zviševanje davkov. Vse to je utemeljeno na neki filozofiji, ki bi jo v podjetniškem sektorju poimenovali, da če podjetju gre slabo, če proizvaja z izgubo, preprosto dvignemo davke. Da ne obstaja takšna stvar, kot je, poznate tisti, ki ste študirali ekonomijo, Lafferjeva krivulja, da do določene točke z zviševanjem davčnih stopenj, davčni prihodki se povečujejo, vendar, ko je davčna stopnja že tako visoka, da je tako rekoč konfiskacijska, se davčni prihodki zmanjšajo. In sam sem prepričan, da je Slovenija zelo blizu tega, da smo že desno od maksimuma te Lafferjeve krivulje in da je pot v takšnih razmerah, ko se je država znašla v največji gospodarski krizi od samostojnosti, preprosto ni prava. Da bi morali izbrati pot fiskalne strogosti, restriktivno fiskalno politiko, zniževanje javne porabe. Prava anamneza stanja slovenskih javnih financ je namreč ta, da je bolezen javna poraba, davki so zgolj simptom, visoki davki, previsoki davki. Kje so osnove za te moje ugotovitve? Mednarodne primerjave, na primer, kažejo, da države primerljive razvitosti. Slovenija se ne more primerjati z Nemčijo, ne more se primerjati s Švedsko, ne more se primerjati nenazadnje tudi s Francijo, ne. Se pravi, z državami, ki imajo bruto domači proizvod per capita višji od 30 tisoč evrov, ampak je država, revna država, z 18 tisoč bruto domačega proizvoda na prebivalca. In nam primerljive države, kot je recimo Republika Češka, imajo javno porabo bistveno nižje, 43%. Da ne govorim o svetlem zgledu Slovaške, 37%. Skratka, Slovenija z 51% javne porabe v bruto domačem proizvodu izrazito izstopa iz te skupine primerljivih držav, kar pomeni, da je edina prava anamneza lahko, da trošimo preveč. In da je javnofinančna konsolidacija v teh razmerah z zviševanjem davkov napačna. Zdaj, ena izmed negativnih posledic udejanjene javnofinančne konsolidacije z zviševanjem davkov je tudi porazen vpliv na konkurenčnost, porazen vpliv na ekonomsko svobodo. In tu bom izval svojo sogovornico, gospod Tanjo Štumberger-Porčnik, ki sodeluje s Fraserjevim inštitutom pri izdelavi indeksa ekonomske svobode. Pred 14 dnevi nas je osupnila, pa morda ne presenetila,
izjemno slaba uvrstitev Slovenije na lestvico ekonomske svobode. Že kar nekaj let Slovenija drsi po lestvici ekonomske svobode, tudi po drugih lestvicah konkurenčnosti nam ne gre prav dobro. Vsako leto zgubimo nekaj mest. Letos smo se pa znašli v precej neprijetni združbi tako imenovanih propadlih držav, kot je na primer Haiti, kot je Svaziland. Mislim, Slovenija je na ravni ekonomske svobode, kot jo zasledite v propadlih državah tretjega sveta, in gotovo veliko davčno breme, ekscesna obdavčitev dela, ekscesna obdavčitev kapitala igra zelo pomembno vlogo v tem, da nam gre po ekonomski svobodi vedno slabše.